Danes bom govoril o telesnih spremembah, ki jih doživijo fantje, Ajdi boste govorili o dekliških spremembah, na koncu pa boste svoje povedala še retrolavarja, ki boste govorila o higieni. In tudi, če pogledate vse te prispevke večkrat, to ne pomeni, da imate opravičilo za špricanje biologije in spolne vzgoje v šoli. Saj vemo veliko, ampak ne vemo pa vsega. Najzgodnejši začetek pubertete za fante je nekje okrog 12. leta, konča pa se okrog 20. Nekateri zacvetijo in dozorijo prej, drugi kasneje. Tako da se ne preveč sekirate, če ste še vedno brez dlak, medtem ko imajo vaši sošolci že puh pod nosom. Vsako telo se razvija s svojo hitrostjo, pa itak nas punce vedno prehitijo. Kaj točno lahko pričakujete v tem obdobju? Velik. Začeli boste rast v višino, povečali se bodo vaši udi, in tukaj mislim na vse ude. Na nove dimenzije se bo pač treba privaditi. Pojavile se bodo dlake po obrazu, pod pazduho na prsnem košu, trebuhu ter okrog penisa in mot. Najprej se bo pojavil puh, nato pa bo dlak vedno več. Postale bodo vedno bolj vidne in ponosne in občasno tudi že malo nadležne. Še posebej, ko se kasneje v življenju preselijo na hrbet ali pa ko začnejo pospešeno rast v ušesih in nosu. Ogromno boste švicali in ta švic bo imel močan vonj. Vaša koža bo postala mastna, zaradi česar boste dobili mozolje, eni več, drugi manj. Vaš glas bo postajal globlji, ampak ne kar naenkrat, tako da pričakujte, da boste v enem trenutku govorili normalno, nato pa boste začeli piskati in takoj zatem spet govoriti normalno. Mene so zaradi tega vrgali iz pevskega zborčka in ni bilo lepo. Še posebej, ker sem začel jokati. Najprej v basu, takoj zatem pa v falzetu. Pred celo šolo. Kaj pa je glavna telesna sprememba? Penis. Vaš mali mož bo zrasel. Večkrat. Včasih z logičnim razlogom, ker boste imeli kakšne seksualne misli, drugič pa se bo erekcija zgodila povsem nepričakovano in brez jasnega razloga. V takih situacijah vam pride prav elastični rob na spodnjih hlačah. Sami pa pogruntajte kako. S puberteto ljudje postanemo spolno zreli, kar pri fantih pomeni, da se v modih začnejo proizvajati spermi. Najboljši pokazatelj tega so mokre sanje oziroma nočni izliv sperme, ki se običajno zgodi med spanjem. Ko se sredi noči zbudite in je vaša pižama lepljiva, brez skrbi, ne rabite plenic, gre samo za to, da ste imeli erotične sanje in da ste ob tem prebudili svoj penis, ki je špricni od veselja. Kot ste verjetno ugotovili, sem jaz že krepko izven pubertete, so pa moje šale še vedno popolnoma nezrele. Preoblečite posteljo, zamenjite pižamo in se pejte stuširati. Mokre sanje so popolnoma normalna zadeva, ki se ne bo ponovila prevečkrat. Ste pa od tega trenutka naprej telesno dovolj zreli, da lahko naredite otroka. To v praksi pomeni, da morate pri spolnem odnosu uporabljati zaščito, vsaj dokler niste za starševstvo pripravljeni tudi mentalno in finančno. S spolno zrelostjo nastopi tudi masturbiranje. Glede tega se ne bi spuščal v podrobnosti, imejte samo v mislih, da je tako kot pri vseh stvareh v življenju zelo pomembna higiena, pospravljanje dokaznega gradiva, zasebnost in zmernost. Prosim, delajte to v varnem zavetju svoje, če se da zaklenjene sobe in ne pridobivajte vseh informacij glede seksa iz porničev. V resničnem svetu niso vsi penisi tako ogromni, prsi niso tako nepremični in dogodki niso tako privlečeni za lase. Če imate še kakšno vprašanje, jih napišite v komentarje, če poznamo odgovor, vam odgovorimo.